kakšen zares je pomen in namen in vloga te vrste javno-veljavnih programov za odrasle v sistemu izobraževanja. Zdaj, mislim, da je zakon, čeprav smo bili v kakšnih točkah v njegovi pripravi sprejemali in kritični do njega, na tej točki pripeljal nam en kar pomemben formalno-pravni okvir za to, da bi se uveljavljalo tisto, kar naša država tudi skozi strateške dokumente želi prispevati tej naši družbi, o kateri je bilo zjutraj že veliko govora, se pravi k zviševanju ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti in na drugih strani k izboljševanju splošne izobraženosti prebivalstva. V naši skupini se je zadnjič, mislim, da ravno na zadnjem srečanju odvila ena zanimiva razprava. Soočeni smo bili z vprašanjem, zakaj izobraževalci odraslih tako zelo poudarjamo ranljive skupine, nižje izobražene, da ko govorimo o javno-veljavnih programih, moramo govoriti o vseh skupinah prebivalstva Slovenije. Izvedel se s tem, tisti, ki smo v tej skupini, če še posebej tisti, ki delamo na biološkem centru, strinjamo. In dve vrsti izobraževalnih programov, ki jih v tej točki definira ta zakon, nagovarjata obe te dve skupini. Zakaj mi mislimo, da je pomembno, da izobraževalci odraslih veliko govorimo o nižje izobraženih, prej je tudi jasno pokazala podatke, nekatere podatke iz PIAK-a, zato, ker mislimo, da je naša odgovornost, da moramo kdaj biti tudi njihov glas. Mora biti zato, da poudarjamo ranljive skupine prebivalstva, seveda pa, ko govorimo o tem, kako želimo, da je naša družba, kakšno splošno izobraženost ima, kako ne bomo mi vsi izobraženi, takrat govorimo o tem, da naše delo seveda pravzaprav čisto vsakega prebivalca te naše države. Z tega vidika vidimo priložnost, da govorimo o teh javno-veljavnih izobraževalnih programih za odrasle, da dopolnjujejo tisti del, ki mu rečemo formalno izobraževanje za pridobitev izobrazbe. Že tisti, ki doslej že izvajate nekatere izmed teh javno-veljavnih programov, veste, da nekateri izmed njih pomenijo nekakšen most, da omogočajo, da se odrasli potem tudi lažje vključijo v formalno izobraževanje. Mi jih vidimo kot vitalen del tega celotnega vzgojnega izobraževalnega sistema, kot da nam govori eden drugi. In če sem prej večkrat poslušala reči, da je prav izobraževanje odraslih najbolj šibki del udejanjanja koncepta vseživljenjskega učenja, mislim, da je tukaj, poleg tega, da imamo celo paleto programov neformalnega izobraževanja, za nas ena velika priložnost, da tudi javno izpostavljamo pomen teh programov, prav zaradi tega, da bi prepričali še koga, da izobraževanje odraslih tukaj ni najšibkejši člen. In zdaj, eno pomembno vprašanje, s katerim smo se veliko tudi do zdaj v naši skupini ukvarjali in pa boste gotovo tudi odpirali kasneje v delovni skupini, je, kakšen je res pomen teh programov, v čem so drugačni od neformalnih izobraževalnih programov, ki so tudi zelo vitalen del našega področja. Verjetno lahko rečemo, da za njimi na nek način stoji država. Država garantira izhode iz teh programov s tem, ko postavi neke pogoje, kadrovske, materialne, ko v bistvu z zakonsko dikcijo definira, da je potrdilo usposobljenosti javno veljavna listina, v zakonu zdaj natančno piše s prilogo, zapisom pridobljenih znanj in veščin. Potem kakšnih znanj, potem je bilo veliko dobro različiti in se bom jaz kasneje v temu še tudi nekoliko vrnili. Zdaj, kar nekajkrat so bili danes izpostavljeni že nekateri podatki iz PIAK-a. Jaz imam tukaj samo še en drobec izmed njih. Drobec, ki nam lahko pomaga razumeti, zakaj je ta država vendarle razumela, da je treba tudi z nekim zakonskim okvirom dati programom temeljnih zmožnosti in programom pismenosti posebno mesto. En podatek, ki govori o tem, da ima Slovenija zelo velik delež slabo usposobljenih odraslih. Slabo usposobljenih pomeni tistih, ki ne dosegajo druge ravni besedilnih in matematičnih
spretnosti, če se zdaj osredotočimo samo na to dvoje, od teh, torej 400,000 oseb. To ni majhen podatek, od tega jih bo še 140,000 20 let na trgu dela, vsaj 250,000 še 10 let. Se pravi, mi ne moramo kar zamahniti z roko in reči, da Slovenija v tem segmentu nima težav, da ni potrebno z nekimi tudi malo večjimi ukrepi pristopiti. Danes smo imeli že kar nekaj tudi s temi projekti, ki so bili predstavljeni na neki odzivi tukaj že so. Se pravi, ko govorimo o programih za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti temeljnih zmožnosti, je tukaj že tako, kot je bilo v bistvu že tudi doslej, tudi z zakonom država tudi pokazala nek velik javni interes. S tem, da tudi izvajalci, in potem mogoče se k temu še vrnem kasneje, povejete, da tako kot so se razvijali javno veljavne programe za odrasle doslej, da nam mogoče v sistemu manjka malo več uravnoteženosti. Se pravi, da bi v prihodnje morali več razmišljati tudi o tem, da damo več prostora programov za izboljšanje splošne izobraženosti. Veste, mi že imamo nekatere programe jezikovne, programe IKT in podobno, ampak tukaj se odpira še velik prostor za razvoj v prihodnje. In tukaj na tej točki mi dovolite, preden se usmerim, moram se potem usmeriti na bolj operativna metodološka vprašanja, da vendarle samo za nekaj trenutkov razširim sliko. Ko sem zjutraj poslušala dr. Godino, sem se malo vprašala in zdaj malo postavila v zagato z vsemi tezami, ki jih je ona postavila. Pa mislim, da me pravzaprav ni. Mi je všeč, ko mi kdo malo tako razburka misli, da misliti, ker so eni nastavki, ki jih je ona dala zelo podobni nekaterim, ki jih imam jaz pri svojem delu. Bom podelila z vami en občutek, mogoče da bo kdo kasneje meni vrnil, da ima podobnega. Zdi se mi, da smo v zadnjem času tako, ne vem kako naj to izrazim, potopljeni vsakodnevne operativne zadeve, projekte, vse to, da ne znamo, ne zmoremo ali pa si ne vzamemo več časa zamisliti vprašanje o tem, kakšna je sploh naša vloga, kaj je sploh prispevek, ali naj bo, ali si želimo, da bi bil prispevek našega področja tej skupnosti, v kateri živimo. Se mi zdi, da je to, preden se potopimo v to, da programi dolgi ali pa koliko ne bojo dolgi, ključno vprašanje je, kaj sploh rabimo javno veljavne izobraževalne programe in kakšne. In da zdaj delala se nova resolucija, smo slišali zjutraj, da bi mogli spet skupaj zmoči nek pogum, da se vprašamo, kakšna je družbena vloga naša, kakšna je sploh, na čem sploh še gradimo našo družbeno identiteto. In zaradi tega jaz mislim, da ko mislimo javno veljavne programe za odrasle, ne moramo misliti v nekem praznem prostoru. Jaz imam tukaj navedenih samo nekaj teh perečih stvari, izzivov, s katerimi se soočamo v današnjem času. In za nas je iskati odgovore na vprašanje, kako mi vstopamo v te izzive tega danes velikega trga kultur, kaj lahko kot izobraževalci odraslih naredimo. Zjutraj je dr. Godina povedala, da je to občutek, kdaj je neka distribucija dobrin v neki družbi takšna, da imajo nekateri veliko več kot nekateri drugi, da je to stvar družbenega dogovora. Jaz se s tem strinjam in kako izobraževalci odraslih v bistvu vstopamo v to polje premisleka, tudi s tem, ko krepimo naše državljane s tem, da so tega premisleka sposobni, se mi zdi, da je pomembno vprašanje tudi, ko mislimo vrste programov, ki jih izvajamo. Enako, če govorim o tem, kako krepiti medgeneracijske razmere, vi veliko delate, izvajalci na tej točki, kako se bomo odzivali na ekološke probleme. In nekaj, kar vam jaz tukaj tudi napisano, pa je, se mi zdi, ko sem se malo z vami med kosilom pogovarjala, dr. Godina je kar dobro razburkala naše misli, ko je rekla, v bistvu nas je res zelo izvala o tem, o premisleku, kakšni družbi izobraževalci odraslih prispevamo. Ko je rekla, ne
ne vem točno, kjer izraz se uporablja, nalažite ljudem, da če bodo imeli več izobrazbe, če bodo imeli več znanja, da bodo imeli delo. Vsi ga ne bodo imeli. In če to navežemo na nekatere alternativne scenarije, ki se nam obetajo, ki so danes že tukaj med nami, na premislek o tem, koliko dela bo podala umetna inteligenca, ki je danes že med nami, poznamo tovarnike večinoma, ki jih večinoma že upravljajo roboti, se postavlja vprašanje, kakšna bo vloga izobraževanja v družbi, kjer bo manj dela. Ker ne bo samo tako manj dela, kot je danes, ampak živimo v času, ko se lomijo družbene paradigme. Ko se bomo mogoče znašli v družbi, ki ne bo več tista, ki je poznamo danes, ko se praktično celo naše življenje vrti okrog dela. Se mi zdi, da ko razmišljamo o tem že zelo operativnih stvareh, da ni odveč razmišljati o našem delu v tem kontekstu. In če jaz samo poskušam misliti tisto, kjer jaz vidim, da so identitetni temelji tega našega področja, ali pa da bi jih mogli ponovno premisliti. Tukaj sem jih naštela samo nekaj, lahko bi jih naštela še več. Zdaj, mi je dalo misel v zadnjem času, ko sem večkrat slišala, da izobraževalci odraslih več ne maramo tako zelo, da nas enačijo s tem, da ima naše področje pomembno kompenzacijsko vlogo v družbi. Verjetno je to zato, ker se nas poskuši mogoče pospravljati samo v nek predalček, ampak jaz nekaj realno gledam na te stvari. In mislim, da bo izobrazba, in ko bomo kasneje govorili o osnovni šoli za odrasle, se mi zdi tukaj pomemben vidik, predvsem pa tudi druge vrste znanja, ki niso vezane samo na izobrazbo, še dolgo tisto, čemu rečejo pozicijska dobrina. Se pravi, nekaj, kar odpira vrata v boljši svet, ali jih pa pusti zaprta. Mislim, velikrat se vprašam, koliko od nas bi nas bilo danes tukaj, če ne bi imeli izobrazbe, ki jo imamo. In odgovor je verjetno hiter poznan. Tako da, jaz imam tukaj napisane neke vrednote, ki jih zjutraj sicer nisem videla na tem seznamu, pravičnost, poštene, enake možnosti. Se mi zdi, da so to vrednote, v katerih moramo izobraževalci odraslih razmišljati in nekako jih tudi vključiti v naše delo. Zdaj, to, kar pa se mi zdi, da je področje izobraževanja odraslih vedno poklicano k temu, da išče neka prava razmerja med tistim, kar je usposabljanje za delo in tistim, kar je usposabljanje za neko splošno izobraženost, za nek osebni razvoj, kakovost življenja, da tukaj v tej javno veljavni programi za odrasle, predvsem ko gre za splošno izobraženost, prinašajo nek prostor, seveda, če jih bodo sledile strateške usmeritve in potem tudi sheme financiranja. S tem, da bi jaz iz te splošne izobraženosti izdvojila, čeprav gre za del teh programov za splošno izobraženost, tiste dejavnosti na našem področju, ki so zelo povezane s skupnostjo, se pravi učenje za delovanje v skupnosti, krepitev aktivnega državljanstva. Mislim, da je to en identitetni temelj tega našega področja, o katerem mi premalokrat na glas govorimo. Da je izobraževanje odraslih lahko tudi pomembno izzivo v tej skupnosti. Poznamo številne dobre prakse, kot so študijski krožki in podobno. In mislim, da tudi zdaj, ko boste tudi v skupinah razmišljali o tem, kaj so priložnosti, ki jih imamo s temi javno-veljavnimi programi za odrasle, da je mogoče dobro priklicati tudi neko tako širšo sliko v naša razmišljanja. In zdaj se moram iz te širše slike vrniti v tisti malo ožji okvir, ki nam ga daje nov zakon o izobraževanju odraslih. Samo še dve točke omenim iz tega zakona. Zakon za javne veljavne programe za odrasle precej natančno opredeli sestavine teh programov, tukaj jih imate zapisane, jih ne bom brala. Zdaj, na nek način tako natančno jih opredeli, smo slišali zjutraj za javne veljavne programe iz področja poklicnega izobraževanja, ker so to programi, ki gredo tudi skozi procedure sprejemanja na strokovnem svetu, se pravi, morajo biti malo bolj strukturirani, ampak smo se v delovni skupini zelo hitro soočili s tem, da taka precej strukturiran pristop k tem programom na nek način nas hitro
pripeljal to zagato, kako zagotoviti fleksibilnost, tisto fleksibilnost, ki jo ti programi ali pa izobraževanje odraslih potrebuje, zato o tem nekaj še kasneje. Že zjutraj je bilo povedano, da zakon tudi predvidi, da izhodišča za pripravo programov, te vrste programov pripravi pedagoški center in jih sprejme strokovni svet za izobraževanje odraslih. Spravi, čeprav smo mi na pedagoškem centru nekakšni vsebinski nosilci ali pa tudi koordinatorji te naloge, je bila pa v začetku letošnjega leta pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport imenovana delovna skupina za pripravo teh programov. Tukaj sem napisala, kdo so člani te skupine, in mislim, da sestava te skupine nekako prinaša neko uravnoteženost tistih, ki delamo v sistemu izobraževanja odraslih na različnih točkah in na nek način omogoča neko širši pogled na to, kaj naj bi izhodišča prinesla. Zdaj, kaj je namen izhodišč? Ta izhodišča za pripravo javno-veljavnih programov niso nekaj novega, že zdaj jih imamo v sistemu in tako kot do zdaj bodo tudi ta nova opravljala pravzaprav dve vlogi. Prvo, da bodo strokovne usmeritve pripravljalcev javno-veljavnih programov in drugo, da bodo inštrument, ki ga bo strokovni svet za izobraževanje odraslih upošteval in uporabil pri potrjevanju javno-veljavnih programov. Najpomembno za razumevanje teh izhodišč je, da so za oboje zavezujoča, ki so ga programi pripravljali in sprejemali. Zdaj, moram reči tukaj, da smo mi pri delu, v tej delovni skupini nismo še zelo daleč. Smo v bistvu v tej točki, da smo predvsem identificirali številne izzive, da tako rečem strokovne izzive, ki jih bo treba streti, ko se bodo pripravljale operativne izhodišča za posamezne točke priprave javno-veljavnih programov. V tej delovni skupini nam je bilo zelo koristno, ko smo na začetku dobili od obeh asociacij z področja izobraževanja odraslih, se pravi Zveze ljudskih univerz Slovenije in Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč, povzetek nekaterih izkušenj, ki jih izvajalci že imate pri izvajanju javno-veljavnih programov. Jaz sem tukaj nanizala samo nekatere, tiste, ki se zares vežejo za pripravo programov in jih tukaj tudi ne bi šla nekako podrobno povzemati, ker ne bi preveč rada usmerila vaših misli, potem, ko boste o zelo podobnih stvareh razmišljali v delovnih skupinah, kjer smo vam nekaj stvari pripravili tako, ker bi si želeli tudi neka vaša priporočila na to temo. Zato bi se v tem mojem uvodu zaustavila samo na treh, tako rečem, takšnih precej zahtevnih strokovnih izzivih, s katerih smo se v skupini že srečali in se tudi že veliko pogovarjali. Se pravi, ena izmed vaših izkušenj, ali pa tisto, kar ste posledovali v tej delovni skupini, je, da je ena težava teh javno-veljavnih programov, ki jih zdaj že imamo, njihova dolžina, njihov obseg in da to včasih povzroča težave, ko udeleženci ne morejo, recimo tako v enem kosu, da se tako grdo izražen skozi izobraževanje programe, da ta dolžina včasih povzroča več možnosti za vsip. In na drugi strani naš strokovni premislek, kako doseči in da so z tega vidika programi včasih mogoče premalo fleksibilni in da bi si želeli te fleksibilnosti več. Torej, predlagano je bilo, da bi se programi snovali modularno oziroma da bi se iskali podobne rešitve. Zdaj, do te točke smo prišli v delovni skupini, da se vsi strinjamo s tem, da je res treba iskati načine, da bodo te programi nekako bolj fleksibilno sestavljeni, da bodo tudi vam na nek način omogočali tisti, ki izvajate te programe, neko fleksibilnost pri tem, kako jih izvajate. In zato jaz tukaj z vami podelim vprašanje, pri katerem smo zdaj v tej skupini. Namreč, če se odločimo, če bodo strokovna izhodišča vodila k temu, da je treba programe oblikovati modularno, in tukaj moče imate v mislih programe, ki jih vi zdaj izvajate, ali je res vedno mogoče programe, zdaj govorimo vseeno o programih, ki niso tako kratke, da modularnosti sploh ne omogočajo, ali jih je vedno mogoče zasnovati modularno. In če ne,
ali predvideti v izhodiščih tudi alternativno rešitev, torej da programi niso zasnovani modularno, se pravi nekih širših, zaokroženih modulskih celotah, ampak da so vseeno v nekih zaokroženih vsebinskih celotah in da udeležencem omogočajo, da te programe absorbirajo po delih, ki so nekakšne zaokrožene vsebinske celote. Ko boste kasneje v delovni skupini tudi o tem razmišljali, bi nam prišlo prav, kakšen vaš odziv, kakšno vaše priporočilo na to točko. Drugo, kar je v bistvu od vas izvajalcev prišlo, je, da bi izhodišče opredelila možnost, da se dopusti en del, tako imenovani odprti del programa. Zdaj, pri nekaterih neformalnih programih, ki jih zdaj izvajate prek razpisov, veste, da tudi na izobraževanju odraslih to možnost že imate, ali jo opredeliti tudi pri javno veljavnih programih za odrasle, to je vprašanje, ki ga treba razrešiti pri pripravi teh izhodišč. V skupini smo doslej prišli do teh pogovorov, da bi bilo smiselno povzeti dobro prakso, ki jo poznamo že iz programov iz poklicnega področja, da se na nacionalni ravni določi večinski delež programa, vendar da se en delež prepusti avtonomiji izvajalcev. Mi se gibljamo okrog deleža, da bi se 80% programa opredelilo na nacionalni ravni in 20% prepustili izvajalcem, vendar dajemo tudi vam v presojo, kaj menite sploh o tem, da se ti pusti programe tako odprte in kaj menite o tako predlaganem deležu, se vam zdi ustrezen, bi vam ni ustrezen drugačen in če da, kaj so razlogi za to. In še drugo stvar, ki jo bomo mogla za izhodišča na nek način dati, so neke usmeritve, s čim pa zapolniti tisti 20% del programa, ki ga bodo pravzaprav dokončali, ali ga boste dokončali izvajalci. Mogoče tudi v tem en premislek o delovnih skupinah. In zdaj še zadnje, v tem mojem kratkem uvodu, ker se mi zdi pomembno, da pomislimo, kaj je tisto, kar dajejo javno veljavni programi za odrasle. Dr. Godina je zjutraj veliko govorila o tem, o znanju ali pa o čem drugem. Mi se veliko pogovarjamo o tem v naši delovni skupini. Se mi zdi, da je to, kakšne vrste znanja, se pravi, kakšne vrste ciljev, izhodov opredelimo pri javno veljavnih programih za odrasle, eno ključnih vprašanj, ki tudi govori o tem, kakšne vrste ti programi so. Mi smo se doslej že veliko pogovarjali o tem, kakšno terminološko zmedo imamo na tem področju, ko se mi v skupini nismo bili čisto na jasnem, ali je kompetenca in zmožnost sinonim, ali je to nekaj drugega, ali je spretnost in veščina sinonim, ali je to nekaj drugega. Bistvo, kar pa mislim, da moramo se vsi nekako razmišljati o tem, je res o vrstah znanja, ki naj bi dali tej javno programi. In moram reči, da pa podelim z vami eno misel, ki je mene prešinila, ko sem zjutraj poslušala dr. Godino in sem se nekaj poskušala poglobiti v to, kaj naj bi bila ta slovenska tirnica. In sem se spomnila na svoje prednike, Primorce. Nekako se nisem, ne vem, če bi se oni strinjali prav s tem, da v tej tirnici nekako v tej naši tradiciji ni bilo znanja, ker se je na teh domačijah, kot jih je ona pojmenovala, večinoma delalo, ker sem jaz pravzaprav, verjetno kot je tak virni potomec teh mojih Primorcev, danes iz te bogate zakladnice splošne izobrazbe, ki jo Slovenci imamo, potegam prav enega primorskega pesnika, da bi mi pomagal na en tak bolj enostaven način povedati tisto, kar jaz ne znam, da razlagam o kompetenčnih pristopih, o procesno-razvojnih ciljih, o učno-ciljnih strategijah, o tem, da je treba kombinirati različne vrste ciljev. S tem bi jaz zaključila. Jaz mislim, da bi mogli tudi mi kot strokovnjaki večkrat posegati ali pa nekaj v širino krepiti naše znanje, čeprav na koncu tudi mi vsi rabimo veščine. En velik paradoks, ki se nam dogaja danes v našem svetu, je,
da smo se mi vsi zelo specializirali. To je verjetno dobro za naše stroke, ki verjetno napredujejo hitreje, ampak to nam hkrati onemogoča, da v bistvu bolj v širino mislimo neke alternativne scenarije naše družbe, naše stroke, kar pa nas kliče ta čas. Tako da jaz tem zaključim ta uvod, jaz bi se želela, da budete razprave tudi o pomenu programov za splošno izobraževanje takšne, da bi šle v širino in da bi šle v globino, da se mi zdi, da če tako razumemo izobrazbo, da potem tudi mi, tako velika država, razviti tudi veščino in seveda tudi to je tisto, kar mi vsi v našem delu potrebujemo. Tako da s tem se vam zahvaljujem in vam želim uspešno